Ena bolj uporabnih stvari na našem ID.4 je vlečna kljuka. Mi smo jo v bistvu namestili takoj, ko smo dobili avto in jo pridno uporabljamo za prevoz majhne prikolice, pa tudi za prevoz koles. Zelo enostavno se zloži in postavi, v bistvu samo pritisneš na gumbek, pa jim malo pomagaš z nogo. Tudi sam sem jo namontiral na svoj avto, samo da je moja snemljiva in ni toliko fancy kot ta, ki se tako lepo skrije. No, zakaj pa so vlečne kljuke sploh postale tako popularne? Zaradi koles. Ja, kdo bi si mislil, če smo včasih svoja kolesa pridno vozili tukaj gor na strehi, jih zdaj večinoma tamle zadaj, ker so postala pretežka. Električna kolesa so recimo v zadnjem desetletju doživela pravi razmah. Povsod jih je polno, ampak podobno kot pri električnem avtu, tudi ta tehtajo več, predvsem zaradi dveh komponent, baterije pa elektromotorja. Zato je recimo masa enega takšnega polno zmetenega električnega kolesa okrog 25 kg, kar je pa za marsikoga že preveč, da bi ga sploh dvignil tja gor. No, če ga pa že lahko, bo pa najbrž fino popraskal avto ob tem. Glavni razlog pa je, da jih v bistvu niti ne smete voziti tam gor, ker nosilci niso prirejeni za tolikšno maso, zato si boste morali umisliti kar en takšen zadnji nosilc za kolesa, ko boste enkrat imeli vlečno kljuko. Je pa tukaj pomembno še nekaj. Večinoma govorimo o vlečni zmogljivosti vozila, pri tem je to 1 tona, pri kakšnih večjih in težjih avtih pa lahko celo 3 tone. Je pa pomembna tudi vertikalna obremenitev kljuke, oziroma nekateri temu rečejo kar navpična obremenitev, in v tem primeru je to 75 kg, kar pomeni, da 3 takšna kolesa plus nosilec, tudi tega je seveda treba upoštevati, ne bodo šla sem gor. Imejte to v mislih mogoče pri nakupu svojega novega avtomobila.